11. dan šmarnic. Ko zvemo, kako je bilo pri kosilu, ne pa tudi, kaj je bilo za kosilo. Peter se je v cerkvi pogovarjal s svojim nebeškim zavetnikom. Apostol mu je pripovedoval o srečanju z Jezusom, o življenju z njim, kako in zakaj je postal prvi papež, pa tudi o tem, kako je umrl. Peter je nato pohitel domov. Družina je sedela pri kosilu. Razpoloženje ni bilo najboljše. Lucija, Petrova starejša sestra, 15-letnica, je pravkar vstala iz postelje. Bila je še v pižami in krmežljavih oči. Včeraj po baletu je pregovorila mamico, da jo je odložila še pri prijateljici in se je pozno vrnila. Pozneje, kot sta bili dogovorjeni, in veliko pozneje, kot bi dovolil očka. Ta je bil zato hud, a rekel ni nič. Ne še, ker, kot je sam velikokrat poudaril, hoče imeti vsaj pri mizi mir. Lucija je torej molčala, ker je bila še zaspana. Očka je bil slabe volje zaradi Lucije in mamice, ker tako hitro popusti pri vzgoji. Mamica je bila jezna na hčerko, ker se ni držala dogovora, in nase se bi lahko vedela, da bo tako, ker ni bilo prvič. Peter pa je bil z mislimi še vedno pri svojem zavetniku, nekje med oltarjem in križem pri zadnji večerji. Tako so vsi molčali. Slišalo se je le ropotanje žlic in očkovo srebanje, kar je šlo Luciji strašno na živce, da je zavijala z očmi. Reči pa si tudi ona ni upala nič. Danes ne, še predobro je vedela, zakaj ne, saj ni bilo prvič. Molk je postal pretežek, tako da mamica ni več držala. Si že naredil naloge za šolo? Se je obrnila k Petru. Ta pa je molčal, kot da je sploh ni slišal. No, kaj je, Peter, so naloge narejene ali ne? Kaj? Ja, seveda, je odgovoril deček, kot da se je tudi on šele dobro zbudil. Res? Mamica je bila upravičeno nezaupljiva, saj se je Peter kake naloge redno spomnil šele zjutraj, tik pred odhodom v šolo. Ja, mislim, da. Odgovor je bil tako neprepričljiv, da se je vmešal še očka. Kdaj pa, če smem izvedeti? Včeraj te ni bilo, danes si se spet potepal. Jeza, ki se je kopičila zaradi hčerke, je zdaj letela na sina. Ja, kje pa si bil? Je zanimalo mamico. Kje? Ti bom jaz povedal, kje. Je nadaljeval očka, ki je očitno pozabil, da mora biti pri mizi mir. V cerkvi je bil. V cerkvi? Je mamica privzdignila obrvi. Lucija pa je prasnila v smeh. Ti pa kar tiho, je zabrusil očka. Ja, kaj sem pa zdaj jaz kriva? Mu Lucija ni ostala dolžna odgovora. Kaj si delal v cerkvi? Je zanimalo mamico. Pogovarja se s svetim Petrom in kaj vem s kom še. Je očka odgovarjal na mesto malega. Z Jezusom, je zdaj Peter končno prišel do besede. O ti moj Bog, je zavzdihnila mamica. Ja, mami, tvoj Bog in moj Bog in živ je. Mamica je očku namenila pomenljiv pogled, dečku pa položila dlan na čelo, da bi videla, če je vroče. Peter, ne laži, no. Pa saj ne lažem, če je pa res, Jezus je živ. Lucija se je na ves glas zasmejala. Ta malemu se je čisto utrgalo, nič čudnega pri taki familiji, je rekla in si prislužila očkov strogi pogled. Ne lažem, res ne, je deček že skoraj jokal. Saj je Peter rekel, da bo tako. Kakšen Peter, kateri Peter? Se je razburjal očka, mamica pa je mirila. Povej, Peter, kateri Peter?
Kaj je rekel? Rekel je, da ko spoznaš, da je Jezus živ, vsi mislijo, da si nor. Deček je planil od mize. Kam greš? Je vpil za njim očka. Da ne boš šel spet v cerkev. Sta pa smešna, se je zdaj oglasila Lucija. Mene vsako nedeljo silita v cerkev, čeprav nočem, ta malemu pa ne pustite, čeprav si želi. Očka je na debelo požrl slino. V sobo, takoj. Z veseljem, mu je odbrusila Lucija in prav na trdo zaprla vrata za seboj. Očka in mamica sta tiho obsedela za mizo. Na steni nad njima pa se je križani čudno skrivnostno smehljal. Dragi otroci, sedaj vas pa vabim, da skupaj zmolimo še sklepno molitev. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Danes je bilo v Petrovi družini precej napeto vzdušje. Normalno je, da v družinah pride do sporov, a pomembneje je, kako jih rešimo. Prosimo torej danes Božjo Mati Marijo, da bi vodila naše družine, da bi se znali soočiti z nesporazumi in bi se člani v družinah imeli med seboj radi in se podpirali, spore pa primerno reševali. Izročimo k Marijinemu varstvu tudi vse družine, kjer vladajo nered, nasilje in nesreča. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Lahko noč. Zapisal si ga slava.